Mateja Perpar, Pasje dogodivščine Šnufa in Tace. 12. Prvak. Bil je deževen dan. S tem hočem reči, da je bilo res deževno. Deževalo je že ves teden, pa ni bilo videti, kot da imajo oblaki namen kaj kmalu odpotovati. Na cestah so bile velike in globoke luže. Mokri avtomobili so si mahali z brisalci in škropili pešce, ki so z eno roko držali nakupovalne vrečke in z drugo dežnike, pa jim zato ni preostalo drugega, kot da se ob tem zlovoljno spačijo in zagodrnjajo. Pročelja hiš so bila lisasta od vlage in še vrabci pod napušči so molčali, ter vsi naščeperjeni mrko zrli čez mokre kljune. Seveda pa mora tudi ob deževnih dnevih pes na sprehod. Če imaš 2 psa, račun ni težak. Eden in eden sta 2 sprehoda. V takšnem vremenu pustolovske odprave v daljne kraje niso prišle v poštev. Gospodarico pod kapuco in njena kosmatinca je pot vodila od doma po stranski ulici do starega kozolca, nato čez mostiček ter do bližnjega hribčka. Tam sta psa spekla vsak svojo potičko, nato pa sta se kar sama obrnila in veselo so odgalopirali domov, kjer so se zuli škornje, obrisali tace ter s sušilcem za lase posušili kožuhe in glavo. Zadnjih nekaj tednov so na sprehodih srečevali natupirano rdečelaso gospo s prelepim irskim setrom, ki se je pred kratkim priselila v bližnjo hišo. Psi so se povohali, vendar gospa ni dovolila, da bi se skupaj igrali. Gospodarici je zaupala, da je njihov pes mednarodni prvak, zato ga mora še posebno varovati in negovati. Saj razumete? Gospodarica je razumela, Šnuf in Taca malo manj. Napetih povodcev so odšli vsak v svojo smer. Danes pa je bil, kot rečeno, zares izjemno deževen dan. V bližini kozolca je natupirana gospa pod dežnikom z volančki pasla svojega pasjega prvaka. Šnuf in Taca ga najprej nista spoznala. Ko so prišli bliže, sta obstala in po strani nagnila glavi od začudenja. Negovano rdečkasto rjavo dlako pasjega lepotca je prekrivala zelena pelerina, ki je bila na trebuhu povezana z 2 trakcema. Šnuf je planil naprej s takšno silo, da je gospodarici skoraj izpahnil ramo. Rešil te bom te sramote, prijatelj, je zarenčal. Seter se je začudeno ozrl. To ni sramota, je vzvišeno pojasnil. To je moja nova pelerina. Taci so oči izstopile iz glave. Pa menda ne boš rekel, da tole vrečo za smeti nosiš prostovoljno? Seter je bil rahlo užaljen. To ni vreča za smeti, mešanec neumni, je odvrnil. To je oblačilo, ki varuje mojo negovano dlako pred vlago in mrazom. Šnuf in Taca sta se spogledala. Gospodarica je opazila njun pogled. Gremo, vidva, je rekla. Alo, Šnuf, doma nas čaka čokolada. Obljubljeni oblizek je Šnufu za hip zameglil načrte. Poslušno je odcapljal v odkazano smer. Naslednji dan je še vedno deževalo. En pes, en sprehod, 2 psa, 2 sprehoda. Druščina se je srečala pred kozolcem. Bila je nedelja popoldne in doma ni bilo več čokolade. Poglej, Taca, je rekel Šnuf, bi ti nosil takole plastično cunjo na hrbtu, kadar dežuje? Zato imamo pravi psi dlako, je odvrnil Taca. Seter je zaničljivo prhnil in zarinil smrček v šop trave. In kaj je tisti, ki ni pravi pes?
je zanimalo Šnufa. Kaj pa vem, je razmišljal taca. Ti jaz povem, se je ponudil Šnuf. Mucica. Seter se je obrnil in ga ošinil z jeznim pogledom. Jaz sem mednarodni prvak. Dobil sem zlato medaljo. Čestitke, na razstavi mačk, domnevam, je rekel Šnuf. Na tekmovanju plemenitih irskih setrov, je zagrčal lepotec. Obesili so mi jo okoli vratu. Torej jo najbrž nosiš pod pelerino, mucica, je rekel Šnuf. Plemeniti lepotec je pozabil na oliko, pokazal zobe in planil proti Šnufu. Natupirana gospa je divje pritegnila povodec, pri čemer se ji je dežnik z volančki izmuznil iz rok in pristal v bližnji luži. Vendar je bil seter prepočasen. Mešanci imajo običajno malce več izkušenj z izzivanjem in pretepi. Na mestu, kjer je še trenutek pred tem stal Šnuf, psička ni bilo več. Je bilo pa tam nekaj, v kar je Šnuf predelal včerajšnjo čokolado. Bilo je tudi čisto enake barve, le vonj je bil popolnoma drugačen. Šnuf in taca sta vzgojeno stala vsak na svoji strani gospodarice in mežikala. Ajej, je rekel Šnuf, pazi, da si ne umažeš pelerine. Tisti večer je moral plemeniti prvak pogoltniti tableto za pomiritev. Eno, seveda človeško, je vzela tudi natupirana gospa. To ni bilo lepo od tebe, Šnuf, je rekla gospodarica, ko so se vrnili s sprehoda. Šnuf jo je nedolžno pogledal z rjavimi očmi. Nisem si mogel pomagati, je pojasnil. Če vidim kaj zelenega, me vedno začne črvičiti. Že čutim, kako me spet zvija, je dodal. Imaš morda še kje kakšen človeški piškot?